Le 3 leta po zmagi nad nacizmom je po razpoki med zahodnimi zaveznikom in Stalinom počilo tudi med Sovjetsko zvezo in njeno nekoč zvesto zaveznico Jugoslavijo. 26. junija 1948 Josif Visarionovič z resolucijo Kominforma poziva jugoslovanske komuniste in narod k ustaji proti vodstvu, ter da se odpovedo Titu, bitju lastne revolucije. To nije šok, to je nešto mnogo dublje. Razmišljal sam kuda to onda vodi, šta može onda nastati svega toga. Vodilo je v menjavo vseh prosovjetskih šolskih knjig, še strožji nadzor tiska in politične obračune. In ko je Jugoslavijo udarila suša, tudi k novemu zavezniku. To see for themselves how serious was the crisis, U.S. Ambassador George V. Allen and his agricultural advisor John J. Haggerty toured the once rich farmlands. It was clear to them that crop failures menaced the whole national economy of Yugoslavia. In Washington, where statesmen faced many a major decision, one of these was to resolve the paradox of anti-communist America giving aid and comfort to a communist state. Kongres je odobril dodatnih $38 milijonov za hrano ob 33, ki jih je z neposredno pomočjo dodelil ameriški predsednik Truman, a vse bolj se je zapletalo tudi s sosednjimi državami, bilo je vse več groženj in incidentov. But the major decision on further support to Tito and his regime in their struggle against Soviet domination must, in the long run, be a military one, based on the value to America of the army which has cost the Yugoslavs so much to maintain. 14. novembra 1951 so v Beogradu podpisali sporazum med ZDA in Jugoslavijo o posredovanju vojaške pomoči. V zemljo obkroženo sovjetskimi sateliti se je začelo stekati ameriško orožje. Američane je zanimala predvsem jugoslovanska obramba na ljubljanski smeri, pojasnjuje vojaški zgodovinar Zvezdan Marković. Po nekaterih načrtih naj bi glavni udar bil preko slovenskega ozemlja na zahod, preko Prekmurja, Pesnice, Maribora, med Konjiško goro in pa Bočem, na Ljubljano, mimo Ljubljane, potem na Italijo, na Gorico in pa na Trst. Da bi se Jugoslavija lažje oprla takšnemu napadu, so Američani začeli dostavljati v resnici neverjetno velike količine opreme jugoslovanski vojski. Med drugim 34.000 brzostrelk Thompson, 919 tankov, preko 11.000 tovornjakov, 360 reaktivnih letal, prvih 10 helikopterjev za Jugoslavijo in celo 5 vojaških ladij. Kar je strateški cilj zaveznikom zahodnim, da tukaj se oblikuje dejansko neka prva linija obrambe Zahoda pred prodorom vzhodnih sil. Največ je prenovljenih tankov druge svetovne vojne. Ja, takrat so okoli 600 smo dali, 600 Shermanov. Pri čemer so zelo nadzirali, kdo in kje jih uporablja. Jaz se spomnim, tista delegacija, v Založanah je aerodrom, so prišli prav z letalem, na komisijo, nekaj 5 maritisti. In so nas učili. Leta 1953 so v Jugoslavijo priletela tudi prva reaktivna letala, se spominja pilot Zdravko Marušič. Avioni reakcijski za trenažo so prišli nekje, to je bil marc, april, ne vem točno, tak roben, zameglen dan je bil. Mi smo to čakali, da pridejo. In komaj so dobro pristali, so že dobili jugoslovanske oznake. Takoj so pred te oznake gor. In pred smo mi leteli. Bil je to velik prikaz moči, ki jo ima Jugoslavija. Med drugim so Thunderjeti pričakali tudi Nikito Hruščova, ki je prišel po smrti Stalina miriti odnose med državama. Takrat, ko je prišla tale Hruščov, sem jaz letel, ko je prišel v Beograd. Hruščov pa Miko Jank sta prišla na letališče v Zemun. Mi smo v bataljici eno četvorko, iz Thunderjetov, smo preleteli te morali. Ameriška tehnika je bila veliko bolj izpopolnjena v primerjavi s sovjetskimi letali. Ko smo mi to greš kar iz traktorja v taksi. Jugoslavija je tako ena redkih držav, ki lahko danes v muzeju hrani tako svojo vzhodno kot zahodno letalsko tehniko. Podobno so dnevno primerjali tanke, se spominja tankist na Pattonu. Kar se pa samega tanka tiče, to je takrat bila Mercedes, prva limuzina. To je strašna hidravlika. Vse je tudi top. Recimo, pomik imate ročno, ampak samo ena ročica je. Tako, cak, levo, cak, desno. Vse hidravlika. Lepše se peljete z njih nego z avtom, verjamte mi.
Je pa res, da je bila ameriška tehnika trikrat bolj požrešna pri porabi goriva. Za 100 km približno okoli 800 litrov kerozina požrl. Ne? To je bilo groza. Kar naprej smo s tisto pumpico paka, tisto gorivo. Ne? Podobno je bilo z vso opremo, ki je prvič zares motorizirala vojsko in državo, se spominja vojaški logist. Tovornjaki, kar se tiče Jamesov, ne, to edina poraba je bila velika, kot na tem, ne, ampak James je bil tako napravljen, da je imel tudi spredaj tisti vitel ali pa čekrk, smo rekli, ne, ki se je potegnil ven z bilo kakšnega položaja. Prav na hitro so prevedli tudi vsa potrebna navodila. Ja, je bilo prevedeno, ja, seveda. Vse, kdo je pa znal angleško takrat, nobeden. Je bilo vse v hrvaščini, ne. In še pomembneje, z vso opremo je prišla tudi množica rezervnih delov. Tole so denimo še izvorno zapakirani periskopi za tanke. Si šel v skladišče, si vzel in je bil. Ni bilo vprašanja rezervnih delov. Cela motorje so bili, ne, rezervni deli, kar tako. Podobno je bilo tudi v mornarici, kjer so prejeli celotne ladje in opremo za ostale. Preskok pa se je odvil tudi v glavah. Država se je odvrnila od vzhodnega bloka. To je bila taka količina orožja in opreme, da je bilo treba seveda, da je bilo potrebno popolno preoblikovanje vojske. In ne nazadnje, že sami vojaški načrti so morali biti narejeni na novo, ne. Prva 3 leta po drugi svetovni vojni je JNA pričakovala napad z zahoda, zdaj je bilo kar naenkrat treba pričakovati napad tudi z vzhoda. Tolikšna količina je ostala še dolgo v vojski in v spominu mnogih obveznikov. Govorimo o letalih, o tankih, tudi artilerija in vsa vozila, džipi, tovornjaki. Praktično so v začetku 50-ih let jugoslovansko vojsko opremili za nadaljnjih 20 let. Nekatere posodobljene primerke, kot je tale M36, je imela JLA v oborožitvi še leta 1991 in je z njimi sodelovala tudi v vojni za Slovenijo. Prav ti posnetki iz leta 1991 to potrjujejo. A je ameriška pomoč nedvomno preprečila hujšo vojno po prelomu s Sovjetsko zvezo, sploh uspehi ameriškega letalstva v Korejski vojni. Nekateri menijo, da je ravno ta pomoč v letalstvu in protizračni obrambi odvrnila Sovjetsko zvezo od napada, ne. Kar bi bilo lahko usodno. Verjetno bi se potem ravno na našem ozemlju nekaj spopade. Čeprav nekako po tem, kar je znano, naj Zahod ne bi interveniral na slovenskem ozemlju, a ne? In the words of President Truman, the Yugoslavs are determined to maintain their independence of the Kremlin. They are maintaining the largest fighting force in Europe, outside of the Soviet Union. The additional aid is clearly in our national interest. For Marshal Tito and for the Yugoslav people, the vital issue was still in doubt. Time marches on. Po Stalinovi smrti, ponovnem zbliževanju in ureditvi odnosov s Sovjetsko zvezo se je jugoslovansko vodstvo odločilo, da se julija 1957 odpove ameriški vojaški pomoči, ki je, tako številni zgodovinarji, Titovo Jugoslavijo obdržala tik nad vodo. We at the American Embassy are very proud and honored to be part of this project. We think that not enough is known about how deep and strong the relationship was between Yugoslavia and America, not just during World War II, but even during the Cold War. During my time, when I was hitchhiking through Yugoslavia in the 1970s, I was always amazed at how close the relationship was and how much the people appreciated America.